2024-2025 smo začeli z spletnimi mobilnimi aplikacijami in takrat je recimo se kazalo, da ogromno slovenskih podjetij, podjetnikov ne ve, kaj so to neka orodja, kot so CRM, recimo se pravi upravljanje odnosov s strankami, in da popolnoma ne zaupajo nekim spletnim aplikacijam. Takrat je pač veljalo, kar imam jaz pri sebi pod mojo mizo, v mojem zvezku, na mojem računalniku, še laptopi niso bili tako pogosti. Takrat je to moje, vse, kar dam nekam, je pa vprašanje, kar je vredo, na mesto. Moj uspeh z Mitjo Segajem. Sponi in padci, predvsem pa izkušnje. To je Večerov podcast o dragocenih lekcijah. Za posel, za življenje. Lepo pozdravljeni v novi epizodi Večerovega podcasta Moj uspeh. Tudi tokrat z nami zanimiv gost iz podjetniškega okolja. Resnično se veselim tega pogovora, še prej pa seveda vabilo k temu, da nas spremljate na vseh platformah, da komentirate, da všečkate naše vsebine in seveda lahko tudi predlagate, koga bi še želeli videti v Večerovem podcastu Moj uspeh. Danes pa ob sebi pozdravljam Petra Ladiča, direktorja visokotehnološkega podjetja Intera, ki razvija sodobne spletne in mobilne aplikacije za boljšo učinkovitost, za bolj učinkovito poslovanje. Intera je znana predvsem po sistemu Intrix, tudi o tem bova kaj povedala s Petrom. Sicer pa je bila že večkrat prepoznana kot najboljši zaposlovalec, o tem in seveda predvsem tudi o pomenu odnosa do sodelavcev, do kolegov, do zaposlenih, bova s Petrom, ki pravi, da je skrb za zaposlene ključen element uspeha, govorila v nadaljevanju. Pozdravljen, Peter. Lep pozdrav. Dogovorila sva se, da se tikava nekako v podjetniškem okolju to kar pravilo, ne? Ja. Bolj sproščeno deluje, bolj kolegijalno, ne vem. Tako, v bistvu, prej se poveže z ljudmi, prej prideš lahko do pravih vprašanj, pravih odgovorov in načeloma, tako kot smo se vsi ljudje na svetu enaki, podjetništvo ni popolnoma nič drugače. Super, to je dobro izhodišče. Vznemirljivi časi so, ki jih živimo, ne? To si nekako upam reči. Kako jih vidiš ti zdaj, v tem trenutku? Ja, dosti stvari se v svetu spreminja, dosti stvari se tudi podira. Neke ustanove, v katerih so nas učili v preteklosti, da so ne vem kako stabilne, se zdaj vidi, da niso, da se podirajo ali pa da enostavno ostajajo na miru, medtem ko se svet pomika naprej. Zdaj, kam bomo prišli, ne vemo. Pač vztrajali pa bomo vsi še naprej. Je nekako ta nestabilnost, je predvsem za podjetniško okolje, sploh ko govoriva o začetnih fazah, o startupih, neko pravilo. Smo zdaj nekje tako globalno gledano v nekih startupovskih vodah? Mislim, da te startupovske vode so že malenkost za nami. Tisti veliki boom je bil kar nekaj let nazaj. Zdaj so mogoče fazi, ko treba stvari stabilizirati, ko treba stvari strateško nastaviti naprej, katero smer. Seveda se gre ves čas ciklično gor, dol. Zdaj, če grem samo na ta podjetniški del, pa podjetniki, se pravi, naj si bo to na začetku poti, naj si bo to že neka zrela podjetja, pa dejansko morajo ves čas med mislih, kaj bo, ko bo in kako bodo takrat odreagirali. Teda, podobno je tudi danes, se pravi, spremljamo, gledamo, imaš različne scenarije, v katero smer se zna stvari odpeljati, isto kočah, pač, imaš opcije. To, da so opcije, je dobro, seveda 23 let bo letos poleti, odkar ste ustanovili Intero. Kako se je to gospodarsko okolje, tudi podjetniško spreminjalo? Zdaj, če razumem, je manj agilno danes, kot je bilo v bistvu, ali kaj drugače? Ne bi rekel, da manj agilno, ampak mogoče, ko smo začeli z Intero in kasneje, ko smo začeli tudi z Intrixom, se pravi 2.2 je Intera nastala, 2.4-2.5 smo začeli z spletnimi mobilnimi aplikacijami in takrat je recimo se kazalo, da ogromno slovenskih podjetij, podjetnikov
ne ve, kaj so to neka orodja, kot so CRM, recimo, se pravi upravljanje odnosov s strankami, in da popolnoma ne zaupajo nekim spletnim aplikacijam. Takrat je pač veljalo, kar imam jaz pri sebi pod mojo mizo, v mojem zvezku, na mojem računalniku, še laptopi niso bili tako pogosti. Takrat je to moje, vse, kar dam nekam, je pa vprašanje, kar je vredo na mesto. Bilo takrat. Danes vsi sprejemamo to, da so naši podatki nekje. Super je, da ima Evropa vsaj ta del rešen, da nekako poskuša omejiti uporabo teh podatkov, da mi uporabniki vemo, kje se ti podatki nahajajo, oziroma bi naj vedeli, kje se nahajajo. V svetu je to malenkost pa precej drugače urejeno. In to je recimo tista glavna razlika, ne, se pravi, danes se več ne sprašujemo toliko o sami tehnologiji, ampak se sprašujemo o tem, ali nam bo neka aplikacija, neko orodje dejansko koristilo, koliko stane. Ne bojimo se več najeti nekega orodja, neke aplikacije, to je za samoumevno. Včasih pač je bilo to znanstvena fantastika. In to je tista glavna sprememba. Se mi zdi, ljudje spremljamo danes tehnologijo in pričakujemo, da jo bomo še naprej, oziroma pričakujemo, da se z enako hitrostjo razvija naprej, kar tudi vidimo vsak dan, kar pa mogoče včasih nismo tako spremljali. Ljudje danes, recimo, smo prišli do točke, ko rečejo, ok, tu je podjetje, ki za to skrbi in dejansko prepustijo vam to skrb, se toliko sprostijo to zadevno, da ne skrbijo več, recimo, za to, ker imajo podatke. Vedno več je teh podjetij, včasih je bila to res manjšina. Podjetja so želela imeti strokovnjake pri sebi, v svoji hiši. Na dolgi rok seveda to postane drago, ker konec koncev tehnologija gre naprej, znanje se razvija, vedno, vsak dan so nove rešitve, nova orodja in vsak dan se treba na tem področju izobraževati, razvijati naprej, kar je seveda za podjetja lahko izjemno drago in slej ko prej pridemo do točke, da vidiš, da lahko outsourcaš določene funkcije v podjetju, ker s tem boš dobil vedno najboljšega strokovnjaka, ki se s tem ukvarja vsak dan, vse dni v leto, več ur na dan in mnogo boljše zna, kot pa bi to nekdo znal znotraj mojega podjetja. Tako da so podjetja že prišla na te točke, do te točke in zaradi tega seveda potem obstaja en kup nekih novih priložnosti za podjetja na drugi strani. CRM omenjava, skrb za stranke je danes ključna, to načeloma ni samo skrb za stranke, CRM je hkrati predvsem olajša delo pač podjetja, ki mora upravljati s svojimi strankami. Kje je danes to zavedanje? Recimo, CRM je nujen, moramo imeti, ne vem, najboljši software, ki obstaja. Če gremo zdaj samo na CRM, so še potem druga področja, ampak načeloma podjetja so tudi že pred 50 leti še več imele nek svoj sistem upravljanja odnosov s strankami, da uporabimo slovenski termin. Ampak to je bil mogoče zvezek, mogoče list, mogoče tabla z kakšnimi listki ali je popisana stena. Nek sistem je bil, če je podjetje želelo dobro delati, če je želelo nekako zaključiti neke svoje poslovne priložnosti, je rabilo nek sistem, da to sprema. Seveda s napredkom tehnologije smo prišli do tega, da smo prerasli zvezek, da smo prerasli samo neke tabele. Prišli smo do točke, ko je treba več ljudi sodelovati med sabo, da zaključi nek projekt, da pride do nekega posla, da izpelje neko interno ali eksterno zadevo. In tukaj potem pridemo do teh orodij. Se pravi, mi ne ponujamo zgolj samo neka orodja in s tem mislim nasploh podjetja, ki so podobna nam, ampak dejansko podjetjem pomagamo spremeniti neko miselnost, sprejeti neko filozofijo in z neko tehnološko rešitvijo to podpreti. Se pravi, ni zdaj fokus samo na tehnološki rešitvi, ampak na spremembi neke miselnosti, sprejemanju nekih novejših stvari, naprednejših in s tem seveda podjetje potem postane uspešnejše. Kje ali pa koliko podjetij, v koliko državah je danes Intrix recimo prisoten,
Kje ste začeli, je bila Slovenija ključna za preboj, ali ste začeli zunaj? Ne, v bistvu smo res začeli v Sloveniji. Intera se je nekoč ukvarjala z spletnimi strmi, spletnim oglaševanjem. Potem smo na neki točki videli, da na trgu še ne obstaja aplikacija, ki bi se dala zelo hitro prilagoditi za posameznega naročnika. Se pravi, takrat so se aplikacije, takrat še ni bilo mobilnih, ampak so bile spletne, oziroma desktop aplikacije spletne so še bile relativno v zavojih. Se pravi, aplikacijo, ki jo naredi za naročnika in potem prije naslednji potencialni naročnik spet potrebuje podobno stvar, ni enako, se pravi, moraš znova začeti. In potem smo videli, da stvari se da to zelo, zelo poenostaviti in smo začeli razvijati platformo, s katero lahko podpremo zelo velik krog različnih naročnikov z relativno malo vloženega časa na naši strani, vsebino pa potem skupaj določimo z naročnikom. Se pravi, tako smo potem prišli do neke ideje, poiskali ekipo, takrat je poslovni partner Davorin zelo, zelo verjel v razvoj interneta in da bo ta del preko internet, da bo prevzel tudi ta poslovni del, kar se danes vidi, se pravi, ne predstavljamo si več podjetja, ne obstaja podjetje, ki ne bi uporabljalo interneta in napredne tehnologije. In ja, tisti prvi začetki so bili zanimivi, težki, kot sem že prej omenil, polovico naših sestankov je bilo, da smo sploh izobraževali. Prepričevali, verjetno. Izobraževali, bi rekel, kaj to sploh CRM je, kaj je projektno vodenje, kaj sploh mi počnemo brez referenc. Druga polovica sestankov pa je bilo, zakaj pa je zdaj to dobro, da je to na spletu, zakaj je zdaj to SaaS model, se pravi za servis, najem. Vse te stvari in mislim, po eni strani smo bili mogoče malo pred časom takrat za neko ponudbo, po drugi strani pa nismo imeli popolnoma nobenih izkušenj z trženjem, s prodajo, z pogovori s tem. Jaz konkretno sem takrat prišel iz neke kulturne sfere, sem se začel tega lotevati. Skratka, so bili zelo zanimivi časi, nismo se tu imeli od koga učiti, ker dansko podobnih rešitev še ni bilo v Sloveniji takrat, ampak ja, z vztrajnostjo in z dobro ekipo, s pravimi ljudmi smo potem tudi prebili tisti let in ja, Slovenija je bila ključna. Prve naročnike smo dobili v Sloveniji, celo tukaj v okolici Maribora, eno zelo dobro podjetje in z nami so zdaj, mislim, že 19. leto in kar nekaj teh podjetij je, ki smo jih takrat 2005, 2006 dobili in so še zdaj naprej z nami, se razvijajo naprej, kar je tudi en pokazatelj, mislim, dansko, da ti v nekem IT/poslovnem svetu ostajaš s partnerjem več kot 15 let, je res je dosežek za nas. Trenutno je nekje, mislim, da imamo nekje 1000 naročnikov, nekaj čez 10,000 uporabnikov praktično po celi Evropi. Sami smo zelo aktivni, Slovenija, Hrvaška, Srbija, ker imamo tudi svoje ekipe, drugače pa smo seveda aktivni še potem na trgu cele bivše Jugoslavije, kar pa so naši naročniki po Evropi ali pa seveda tudi tuje, so pa ponavadi to partnerji že naših naročnikov, ki so nas našli preko priporočil ali pa preko nekih dobro zaključenih projektov, nas kontaktirajo, glede na to, da pa smo na spletu, se pravi, delujemo v spletnem okolju, lahko praktično kjerkoli po svetu implementiramo Intrix, kadarkoli, tako da imamo od Vietnama do Kanade, pač so naročniki in potem enostavno tudi to obvladujemo. Super, ker zdaj omenjaš že te poti do naročnikov, tudi začetke trženja. Ravno pred dnevi, ko sem se peljal proti Ljubljani, sem se bil presenečen, ko sredi enega travnika vidim res ogromen jumbo za Intrix. Mogoče od nekega tehnološkega podjetja ne bi pričakoval, ampak je mogoče to tudi en zanimiv pristop, kako verjetno ni prvi kanal. Ja, se trudimo biti malenkost drugačni od ostalih. Jumboti je en del, ki nam pomaga pri neki razpoznavnosti.
Vemo, da bomo težko prepričali nekoga, ki še ne razmišlja o nekih rešitvah poslovnih, da bi jih uvedel. Bomo pa takrat, ko bo nekdo začel razmišljati o neki poslovni rešitvi, pa nam je cilj, da se spomni na nas, da ve, da obstajamo in takrat mu pa seveda lahko pomagamo. Ampak za marsikoga verjamem, da Intrix je že prva izbira, recimo, ko začne razmišljati o CRM ali še ne? Jaz upam, da je, ampak normalno... Koliko je konkurence? Konkurenca je in konkurenca je zdrava. Tudi doma. To so pač tuji produkti, ki imajo slovenske partnerje. Tudi z njimi dobro sodelujemo, tudi kdaj si kaj pomagamo pri kakšni priložnosti, vemo, kdo ima kakšne pluse, kdo ima kakšne minuse, vemo, kdo je za koga bolj primeren, kdo manj. To je spet en ta del povezovanja podjetnikov, ne, kljub temu, da si konkurenca, si izjemno dobro lahko pomagamo. In to je mogoče tudi en del tega, da je Slovenija toliko mala, vsi se poznamo, in to je en tisti plus, kar ste tudi vidim, dosti plus in dosti pozitivni učinkov. Ker znotraj segmenta si predstavljam, so lahko neke niše, kjer tako, so niše, vsak neko nišo zavzame. Nekdo bolj koga lahko podpre, nekdo malo manj, različni poslovni modeli so, seveda se srečujemo tudi pri istih projektih, pri istih nekih poslovnih priložnosti, ampak še vedno so to neko džentelmenske poteze naprej. Super. In dobri odnosi. Super. Nekako nenehno se dotikava človeškega dejavnika. Tukaj ste seveda visokotehnološko podjetje, v tem segmentu razvijate posel, pa nenehno poudarjate pomen človeka. 16krat že ste bili finalist in 3krat zmagovalec v izboru Zlata nit v kategoriji malih podjetij. Ste tudi prejemnik številnih drugih nagrad na področju inovativnosti in poslovnih idej. Postali ste štajerski zaposlovalec leta 2022, nekaj zagotovo delate prav. Menda prav ti osebno tudi veliko vlagaš v razvoj, približno 50 sodelavcev, vidiš jih kot največji kapital podjetja. To sicer pogosto slišimo, ne? Ampak v praksi ni vedno tako. Kaj torej delate drugače? Kaj ti delaš drugače? Zdaj, mogoče prva stvar, skozi naš posel, skozi naše projekte se ogromno srečujemo s podjetji, s slovenskimi podjetji in tujimi, ampak mogoče ta del. In v Sloveniji obstaja en kup res odličnih podjetij, odličnih podjetnikov, ki delajo zelo podobno kot mi. To je to treba poudariti. Nismo mi za neki unikorn, ampak so podjetja, ki delajo zelo dobro. To je mogoče tisti prvi del. In seveda tudi od njih se učimo. Zelo verjamemo kot podjetje v povezovanje in učenje drug od drugega. Se pravi in med sabo, se pravi ekipa in učenje od ljudi, ki so boljši od tebe, ki so bolj izkušeni, se od njih učiš dobre stvari, pa tudi se naučiš, kaj so naredili narobe in poskušaš to spremeniti oziroma se temu izogniti. Zdaj Orino smo zelo hitro rekla, da so ljudje in ekipa na prvem mestu in že od nekdaj je ta proces iskanja novih ljudi, novih članov ekipe precej dodelan proces, kjer se v prvi vrsti iščejo dobri ljudje, ki imajo znanje, ampak znanje se še vedno lahko potem pridobi, lahko naučimo. Ne moremo pa zdaj spremeniti nekih vrednot, ki jih ima oseba, ne moremo spremeniti nekih značilnosti posameznika. In seveda tukaj potem zelo tehtamo, ali ta oseba bo pasala v našo ekipo, v našo kulturo, ali pa mogoče ne bo. In to je tisti glavni ali pa prvi filter in tudi nek temelj za to, da oseba z nami potem ostaja, raste in potem tudi pomaga ekipi naprej. V kolikšnem času recimo to vidite? Ne vem, kdaj se pokaže? Včasih je bilo to sestanek 2, ko nas je bilo manj, seveda, mislim, razlika je med tem, ko nas je bilo 7-8, ali pa danes, ko nas je 48. Danes so ti procesi malenkost, ali pa kar precej bolj dodelani, ni več vse samo na meni, so v ekipi ljudje, ki so v tem boljši od mene, in tak je prav. Ampak
se tukaj trudimo, da poslušamo prav vsakega člana, članico naše ekipe, če se le da poskušamo odstraniti vse morebitne ovire na poti razvoja posameznika. Seveda se zgodi tudi, da kdaj vidimo, da mogoče nismo za skupaj, ampak zato pa je tisto neko začetno obdobje, ki je pa seveda zelo odvisno od vloge, ki jo ima nova članica, nov član ekipe. To je lahko 3 mesece, lahko je pol leta. Spet situacije, ko gre vse dobro, je vse super. Marsikdaj, ko se kje kaj zalomi, se takrat pač pokaže reakcija posameznika, kako v teh mogoče manj ugodnih časih odreagira in pač to so stvari, ki potem spremljamo. Se pogovarjamo dosti o njih in poskušamo tudi spremeniti, vkolikor verjamemo, da se dajo na boljše spremeniti. Merite na kak način zadovoljstvo? Ja, merimo vsako leto, se pravi, smo zdaj že 16 zlati niti, to nam je eno tisto glavnih meril, se pravi anketa, ki jo izvedejo zunanji strokovnjaki. Sami pa 2-krat na leto tudi izvajamo merjenje zadovoljstva, kjer so še mogoče neka druga vprašanja, ki so še nam posebej pomembna. Potem imamo kvartalne sestanke, kjer se vodji pogovarjajo z vsakim članom ekipe po nekih naprej strukturiranih vprašanjih, spremljamo. Potem imam še srednje sestanke z zaposlenimi. Skratka, kar nekaj sestankov, pogovorov je, ker poskušamo ugotoviti zadovoljstvo zaposlenega, želje, se pravi, v katero smer se želi razvijati, kaj mogoče je ok, kaj mogoče ni ok, kakšnost, govorim to obe smerih, kje so še rezerve, da se lahko ali mi kot Intera izboljšamo ali pa posameznik in potem to poskušamo skupaj iskati pod rešitve. Tako da, ja, dosti se pogovarjamo o tem, v bistvu vsaka oseba, ki pride k nam je zelo pomembno, nam je pomembno, da ostane z nami. In ja, vkolikor nas nekdo zapusti, tudi gremo skozi nek postopek, zakaj je to, se poskušamo z tega tudi naučiti. Super. Je zaradi tega kaj manjša fluktuacija, zaposlenih podjetij? Zdaj vem, da nove generacije prihajajo na trg dela. Ne vem, koliko je mogoče poprečna starost ekipe. Jaz mislim, da je zdaj okoli 29, 30, nekaj takega. Imamo predvsem mlado ekipo. Ja, mislim, da je predvsem manj odhodov, kot bi bilo sicer. Seveda ne bom rekel, da nimamo odhodov, ker jih imamo, ampak primerjavi s tem, kar se pogovarjamo z ostalimi podjetji, jih imamo manj in verjamem, da je to tudi rezultat pač dela z ljudmi, se pravi poslušanja, iskanja rešitev. Vseeno smo s Ptuja, kar pomeni, da je bazen nekoliko manjši že, podjetja iz Maribora se konkurenca, iz Graca, Zagreba, konec koncev tudi Ljubljana. Smo v poslu, kjer dejansko lahko delaš iz svoje domače sobe, ne vem, za Američane, za Angleže, praktično cel svet in to so v bistvu potem naša konkurenca. Se pravi, moramo biti drugačni od teh podjetij, ki to ponujajo, moramo narediti nekaj več, precej več, da ljudje pridejo in ostanejo pri nas in mislim, da nam to gre ok. Mislim, sploh glede na merjenje, glede na rezultate, ki jih dobimo, glede na feedbacke, ki jih dobimo od zaposlenih, so zadovoljni, seveda pa to zdaj ni stvar, na kateri bi zaspali, ampak vedno iščemo poti. No, se zato, ker ste hotel ravno vprašati, ali boste zdaj verjetno z novimi generacijami morali kaj spremeniti prijeme, pristop, recimo verjetno to že zaznavati. Ja, to se pozna, generacije se spreminjajo. Če je bilo nekoč dovolj, da nekdo dobi službo, zdaj bom malenkost tako plastično povedal, potem kasneje nekdo z diplomo pričakuje službo in dobro plačo, ves čas se podarja znanje, se pravi, ni dovolj samo, da imaš ti faks, ni dovolj samo, da narediš mogoče tisti prvo preizkusno obdobje, da narediš nek dober vtis, ampak je zelo pomembno, kaj znaš oziroma kaj si se pripravljen v prihodnosti še naučiti, se pravi, da se ne ostaviš na tej točki. Kar pa zdaj recimo z novo generacijo, tista glavna sprememba je, se pravi,
da te že po pol leta, po letu dni vpraša, ok, kje bom jaz čez leto, 2, 3, 5, v katero smer se lahko razvijam. In to je tudi na nas delodajalcih, nas potisne v ta del, da resno načrtujemo tudi posamezne kariere, posamezni članov, ne več samo skupinsko, kjer so njihovi mogoče, kjer je dobre stvari, kaj so njihove zanimanja in vemo pač, če jim to lahko omogočimo, super, kolikor jim pač ne bomo teh stvari mogli omogočiti, bo ti mladi kadri, ki so še mogoče brez nekih drugih obveznosti v življenju, seveda šli naprej drugam v svet. Teda, ja, je razlika v tem, ampak spet se mi zdi, je to premik v dobro smer. Ja, zagotovo. Pač nenehne prilagajanje, spremembe, nadgradnje, verjetno izboljšave. Tako da, ker cenijo mladi, zdaj še posebej menda to ravnovesje med zasebnim življenjem in kariero. Vi vsi hodite v pisarno ali ste kaj nadaljavo? Imamo tudi možnost dela od doma, nekateri delajo tudi kaj od doma, ampak dejansko je dosti ljudi pri nas, ki z veseljem pridejo v pisarno, so dobri pogoji, delamo na tem. Tako da imamo precej fleksibilno, urejeno to delovno okolje. Še bova govorila o vaši stavbi, nedavno obnovljeni v Ptuju, ki ima prav poseben pomen, ampak če pogledava predtem še številke, bonitetna ocena razkriva, da ste zgledno podjetje, to je čista 10, ki vam jo pripisujejo bonitetne agencije, vaš promet in čisti poslovni izid nekako zmerno stopnjo rasteta iz leta v leto. Enako velja za število sodelavcev, ki jih omenjava, tudi za EBITDA, tak učbeniški primer se mi zdi, ko pogledam te številke. Nič več startupovsko ne deluje ta slika, je v preteklosti bila ta znamenita hokejska palica, ko govorimo o rasti podjetja. V bistvu. Ja, tako, se trudimo, da rastemo na vseh področjih. Nismo pa, usmerjeni samo v te številke. Se pravi, promet, dobiček, to je zgolj posledica potem dobrega dela predtem. Vemo, kaj želimo. Želimo ustvariti neko stabilno okolje, želimo ostati na Ptuju, želimo, da ljudje, ki so z nami in ki so pri nas, čutijo, da želijo ostati še to naprej, da je to neki dolgoročno okolje za njih, kjer se lahko razvijajo, ne da obstanejo in potem pač hodijo v službo, ampak da se razvijajo naprej in le tako potem tudi Intera rasla. Startupi imajo neke svoje zakonitosti, imajo neke svoje cilje, mnogokrat tudi kakšna pričakovanja lastnikov, ki se mogoče tepejo z nekimi drugimi strategijami. Da verjamem, da so mi zdaj že to fazo prerasli, kar se tudi vidi po število zaposlenih, po koncu funkcija, ki imamo v podjetju, določene funkcije, recimo še pred 5, 6, pa 10 leti nismo imeli. Tu se pač podjetje razvija, se tako tudi mi razvijamo. Se pa držimo tega, da stabilno rastemo, da je razvoj, ne pa da gremo po vse sili. In tudi marsikateremu projektu tudi rečemo ne, vemo, ali pa smo se naučili, kaj so projekti za nas, kjer je lahko res samozavestno in odlično podpremo, kjer je področje pa mogoče niso za nas. Ne, to smo se naučili pač z leti, mogoče smo pred 15, 16 leti res skočili na vsak projekt, ker si pač rabo in reference in izkušnje in vse. Danes pa smo v fazi, ko res lahko samozavestno tudi komu rečemo ne. Kaj so ti razlogi, recimo, ko rečete ne, nekaj, da se ne čutite dovolj kompetentne za to, da ni zanimivo? Predvsem, da ni to naše področje. So področja, katere bi sicer mogoče mi znali podpreti, ampak vemo, v čem smo dobri, to so trenutno ta 4 področja, CRM, projektno vodenje, neki helpdesk in HRM, HR. Te 4 področja znamo odlično.
marsikdaj kdo pride pri nas, pa pravi, pa vi bi še lahko naredili računovodski program, pa vi bi še lahko naredili neki rezervacijski sistem, pa ja, bi znali, ne? Ampak ni to naše področje, ne želimo iti v ta del, zato obstajajo drugi strokovnjaki. Smo že v preteklosti naredili mailing sistem, pa SMS sistem, ampak vse to zahteva nadaljni razvoj, spremljanje, svoj marketing, svojo skupino, ki uporablja, ne, in zelo hitro smo potem rekli, ok, ostanimo s fokusom na tem, kaj znamo dobro delati, ostalo pa poiščemo partnerje in jih pač presmerimo na partnerje, ki so v tem boljši, kot bi recimo mi bili. Ta del sem mislil, ne. Ja, pred 15 leti ali pa 20 si mogel marsikateri projekt vzeti, se učiti na njem, zato da si dobre reference danes mogoče več ne rabimo na ta način, ne, se pravi. Ko meniš, da ste to startupovsko fazo seveda prišli, koliko ste danes manj agilni, kot ste bili nekoč? Ja, jaz upam, da nismo nič manj agilni. Trudimo se ves čas pogovarjamo o tem, se opozarjamo, mogoče kakšna odločitev še ostane zdaj na meni, ki mogoče prej ni, ampak mislim, da smo še vedno zelo agilni, hitri, da se premikamo hitreje kot mogoče kakšno podobno podjetje. Je pa res, da se več čas o tem pogovarjamo, merimo, spremljamo in se tudi kdaj opozorimo, glej, to pa bi res lahko drugače naredili. Škaj me zanima, vaši partnerji, predstavljam si, so velika podjetja, predvsem verjetno. Različno. Ja. Od manjših do večjih. Ja, imamo od posameznikov, kulturnih ustanov, kino, do ne vem, največjih slovenskih podjetij. Pač to je tisti del, da lahko z Intrixom podpremo praktično večino procesov, ki so v podjetju in ne glede na njihovo velikost. Sodelujete s kom na tej ravni, recimo, da se lahko mogoče učite drug od drugega, da neke prakse lahko celo, da oni mogoče neko vašo agilnost do neke mere prevzamejo vsaj v določenih segmentih podjetja. Si predstavljam, če to, ne vem, neka največja zavarovalnica ali pa največja banka v Sloveniji, govorim na pamet, da oni nekaj od vas mogoče vidijo vsaj v določenih svojih oddelkih, lahko kaj implementira pa vi od njih? Ja, v bistvu mi se z vsakim projektom nekaj naučimo. Ogromno delamo z podjetji, ki so v isti branži, ampak potem vidiš, da znotraj iste branže imajo podjetje tudi različne pristope, kaj se pa tiče prodaje, marketinga, vodenja projektov. In mi se potem in naučimo in vidimo, katere stvari pijejo vodo, katere stvari so boljše, katere so mogoče malo manj. To je en del. Drug del je, da že od nekdaj iščemo podjetja, ki so že nekaj dala skozi, posameznike, ki so pripravljeni to znanje deliti in iščemo mentore, iščemo ljudi, ki so se pripravljeni pogovarjati, ki so pripravljeni deliti svojo izkušnjo in enako tudi mi. Pač tudi vlagamo nazaj ogromno naših članov, članic, ali predavajo kakšen faks o srednjih šolah, ogromno imamo obiskov strani srednjih šol in osnovnih šol na temo podjetništva, na temo, kaj mi počnemo. Sodelujemo v različnih mentorskih programih v obe smeri, in kot mentori, in kot mentoriranci. In to se mi zdi pač super. Slovenije se je ustvarilo eno tako okolje, ko so, rekel, vrhunski podjetniki in podjetnice pripravljeni deliti znanje, in ta del se mi res zdi super. Res je, to je moje naslednje vprašanje, ravno to mentoriranje, ker si ti osebno vpleten, bil si verjetno tudi na drugi strani, bil si nekoč več mentoriranec, danes si predvsem mentor, ampak ja, ta izmenjava in to, da v Sloveniji to okolje obstaja, to se mi zdi dragoceno, verjetno lahko marsikatero modrico prihrani podjetnikom. Smem reči, da teh, koliko sem zdaj 20-letnih izkušnjah, ali pa že prej, še preden sem bil na Interjem, praktično nisem imel negativne izkušnje, da mi kdo rekel, ok, tega pa nisem pripravljen deliti, ker te pa to moja investicija v znanje. Prav vsi
prav vsi so mi pomagali, ko se rabo neko znanje, še zdaj, koga pokličem, ko vem, da je v nečem dober, ko jaz ne znam, in super se mi zdi to, da se da to poklicati, da si ljudje vzamejo čas, in isto je seveda, rekel, tudi v drugo smer, ne, ko nekdo potrebuje neko znanje na svet, k nam se zadnja leta precej obračajo in je tudi to potem en taki dober občutek, da tudi ti lahko nekaj nazaj vračaš potem. To se mi zdi super, ker se veš, da ponavadi rečejo, da slovensko okolje polno zavisti, ne? Tudi to, da radi potolče tiste, ki štrli malo iz množice, ki je uspešen, tako da to je neka posebnost, recimo. Tako rekel, je tudi ta del, ampak ti kot oseba se pač imaš možnost temu izogniti. Ne, pač najdeš ljudi, ki pa so, ne, in spet bom tukaj sem začetku, ne, spoznal sem toliko odličnih slovenskih podjetnikov in podjetnic, ki še zdaj so navdih in vem, da ogromne stvari delajo, in pač se na take ljudi se potem fokusiraš oziroma in njih prosiš za pomoč in ta tisti drugi del, mogoče malo manj odprt, pa malo bolj negativen, pa pač pustiš na miru. Katere so bile neke največje modrice buške na tvoji poti, ali pa na poti Intere, ne vem, mogoče in osebno, in podjetja? Ja, sigurno, mislim, normalno, da smo delali napake, kar je ok, so bile tudi kakšne napake, ki so nas malo več stale, kot bi si želeli, ampak to je neki normalen proces razvoja podjetništva. Kar mi prvo tak pride, da kdaj smo bili mogoče preveč naivni pri pridobivanju kakšnega posla, preveč smo bili prepričani, da vemo vse, ne, tako bom rekel, in tu smo se dosti stvari naučili. Drugače pa ja, mislim, so spolni padci, so zablode, so izkušnje, ampak ja, važno je, da se poberemo in kot podjetje, in kot posamezniki, in da se z tega naučimo, ne. Pri nas je možno seveda delati napake, ampak se o njih potem pogovarjamo in spremljamo, kaj se so z tega naučili in seveda, da se to pač ne ponavlja več naprej. Teda, težko zdaj kakoli izpostavim posebej, ampak ja. To vsaka napaka naj bo neka dragocena lekcija v bistvu, ne? Tako je, ne. Ali smo naredili dobro, ali pa smo se nekaj naučili, ne? Nekako tako pravijo v podjetništvu. Davorina smo že večkrat omenila, Davorin Gabrovec je solastnik, tudi sodirektor v bistvu Intere, vodi Databox, eno svojo žival, bom rekel, tako upam, da ga kdaj seveda gostimo v mojem uspehu, da se nam pridruži, da on kaj več o tem pove, tako da midva ne bova v Databoxu, bova pa mogoče samo o tem, kakve odločitve sprejemata skupaj, kako... Ja, Davorin je ustanovitelj Intere, on je tudi takrat prepoznal internet kot veliko poslovno priložnost, spet ogromno let nazaj, in ja, je še vedno aktivno vključen v Intero, še vedno odločitve sprejemamo skupaj, cilje, ogromno se učim, sem se naučil in se še naprej učim od njega. Databox je podjetje, ki deluje na ameriškem trgu, tam so pač neke druge zakonitosti, nek drugi razvoj, recimo hitreje se vse skupaj odvija. Ni čisto vse zakopirati tudi v naše okolje, definitivno pa se dosti stvari naučimo tudi z njihove ekipe in tudi Davorin je zelo, zelo dober mentor in meni in ostalim zaposlenim, ki so pač pripravljeni sprejeti to znanje, tako da še naprej Intero skupaj razvijamo. Super. Upam si trditi, malo smo že navrgla, Slovenija je dežela podjetnikov, v bistvu to je neko nesporno dejstvo, veliko izjemno uspešnih podjetnikov, ki so še vedno tudi v lasti, podjetniški lasti, izstopa tudi v svetovnem merilu. Kar morda manjka, so podjetnice,
To vedno znova izpostavljamo, kje vidiš ti mogoče te razloge, kje se srečuješ na poti, vzgajate v podjetniškem okolju tudi kako podjetnica, pa kje so morda razlogi, da jih je tako malo? Tu se strinjam, ja. Jih je manj podjetnic kot podjetnikov. Kje je razlog, ne, mislim, kako bi rekel, ta klasični razlog družina in nosečništvo oziroma porod, materinstvo. Ja. Čeprav v tujini jih je bistveno več, pa se verjetno so podobni. Ampak v tujini so drugi sistemi. Ne. Jaz se bolj strinjam z tem, da starš, vseeno mama ali pa oče, dlje časa ostane z otrokom doma, kot pa da se vrne nazaj. Tako da poznam kar nekaj ljudi, ki so tudi se očetje potem odločili in ostanejo doma, kar se mi zdi super. Kar se pa tiče mojih izkušenj z podjetniki ali podjetnicami, pa moram reči, da imam na obeh straneh zelo dobre izkušnje. Se pravi, kje so tisti neki drugi razlogi? Ne vem, dosti se piše o tem, dosti se govori o tem. Sigurno je v podjetju. Ja, smo kdaj v podjetju, kjer samo ženska družba. In so neke zakonitosti tam. Smo v podjetji, ki so samo moški, notri so spet neke zakonitosti. Dobena stvar ni optimalna. To smo tudi pri nas videli. In marsikdaj, ki je za kakšen oddelek, že namenoma iščemo ali moško osebo ali pa žensko osebo, zato ker morata biti oba pola in so, bom rekel, različni pogledi potem. Tudi jaz doma s partnerko, ki bi lahko bila odlična podjetnica, mislim je, ampak deluje na področju kulture in si ogromno pomagamo, ogromno nekih izkušenj, vprašanj, odgovorov, debat imamo vsak pač svojega področja in drugim poskušam pomagati. In vidim, da se tudi podjetništvo to spreminja. Ne? Vedno več je tudi nekih ženskih sogovornic, kar je odlično. In rekel, ja, smo pa pač v IT-ju v osnovi, kjer je mogoče malo manj kadra na razpolago ženskega spola, ampak toliko bolje pa potem na nekih drugih področjih, se pravi ne tehničnem. Tako da iščemo tudi neko razmerje. Ta primer od doma se mi zdi zanimiv, ker že tudi svetovne korporacije to prepoznavajo, da so dobri voditeljski timi, moško-ženska kombinacija, v bistvu žensko-moška, kakorkoli, ker vsak prinese nek svoj vidik, ženske so ima neke posebno drugačne vrednote in perspektive, kot jih imamo moški, zato se mi zdi, da to vsekakor dobro in dragoceno, tudi da lahko pač to doma dobiš to drugo perspektivo, bi bilo verjetno pa fajn seveda tudi v podjetju, ampak to se verjetno mora organsko zgoditi. To se organsko zdi. Mislim, še vedno pač verjamem, da ni zdaj pomembno, katerega spola si, ampak kaj znaš, pa koliko si pripravljen se naprej razvijati. Tako da, ne glede na to, v kateri fazi se oseba nahaja, katerega spola je. Zdaj, če ti imaš pred sabo osebo, ki je velik potencial, ki veš, da se bo razvijala naprej, vedno to potem gledaš na dolgi rok, ne za leto dni, 2, ampak kaj bo čez 5 let, kaj bo čez 7, kaj bo čez 10, kam lahko ta oseba raste, kam se lahko razvija. In to so bolj tiste pomembne stvari, kakve vrednote ima, kaj lahko nazaj podjetju prinese, kaj lahko ti ne ali pa njemu pomagaš. Ne? Ampak pač ljudje smo si različni in prav je, da smo različni in da imamo različna mnenja tudi znotraj podjetja, ker zdaj, če bomo vsi enako misli, tem nikam rasli. Morajo se mnenja srečati. Morajo biti mnenja, morajo biti spoštovanje, tako, ampak če bomo vsi v isto smer gledali, ne bomo videli, kaj se tam dogaja. Res je, dava na tej točki še umetno inteligenco, omeniti se mi zdi zagotovo uporabljati. V veliki meri bi upal reči, nekako pa Evropa seveda zdaj caplja za Ameriko in za Kitajsko na tem, kaj nas tu čaka, kaj so, verjetno je to problem. Ja, težko je napovedati, kaj nas čaka. Tehnologija se, če smo
preteklih 5 let govorili, da se izjemno hitro razvija, se zadnjim leto, 2 še bolj. Res, vsak dan so nove stvari zunaj. Umetna inteligenca nam prinaša izjemno veliko koristnih stvari, konec koncev tudi že vsakdanjem življenju, tudi ne več poslovnem, ampak tudi drugače. Prej priješ do nekih informacij, prej priješ mogoče do kakšne odločitve. Seveda je pa to tudi drugi vidik, vidik varnosti, vidik varovanja osebnih podatkov, neki poslovne skrivnosti. Tudi to se moramo uporabniki zavedati, kakšne podatke dajemo, kam kakšna vprašanja postavljamo, recimo, če rečemo najbolj splošnem primeru uporabe. Ta del, tukaj se v Evropi pripravlja direktiva, kjer bo poskušala to omejiti, zajeziti ali pa vsaj ukviriti, v svetu to malenkost drugače. Dovolj, oprosti, da te na tej točki pregledamo, smo pol spet pri tem, Amerika inovira, Kitajska kopira, Evropa regulira, mislim, smo še vedno... Zamaške, ne? Ja, tako. Ja, pa ne. Definitivno je tukaj treba nekaj narediti na varovanju podatkov, sigurno. Ampak se tu že zdaj Evropa z GDPR. Se to tako. Mi smo spet nekje spredaj. Ne? Ja. Pogosto je to tudi cokla, ni? Ja, se popolnoma strinjam. Zdaj, nekaj je treba narediti, Evropa gre v tiste ekstreme, Slovenija še gre še malo bolj v te stvari. Definitivno pa tudi nisem za čist popolno nepreglednost, to, kar se pač dogaja v svetu. Absolutno. Menim, da se še bo seveda umetna inteligenca izjemno hitro naprej razvijala. Verjamem, da bo postala še bolj dostopna, tudi manjšim podjetjem, ker trenutno pač stane ogromno. Govorim za neke resno uporabo. Pa vendar, ljudje se bomo s tem naučili. Je pa res, kar nekaj blogov se zadnje čase pojavilo, ko so podjetja začela opozarjati, da pa za tem chatom pa stoji oseba, za tem svetovalcem pa vas bo nekdo živ človek, vas pelo skozi neki proces. Tako da zna bi, da bo tudi v to smer šlo, da bo spet človeški faktor ali pa oseba, s katero se pogovarjaš, bolj cenjena in bodo ljudje za to pripravljeni plačati več, kar se mi zdi sicer absurd. Mislim, v smeri tega, da treba zdaj človeške odnose še posebej poudarjati. Ampak ja, definitivno pa umetna inteligenca danes izjemno veliko pomaga, ogromno časa se privarčuje. Verjamem tudi, da se ne bo zgodile takšne napovedi, da ne vem, koliko ljudi bo ostalo brez službe zaradi umetne inteligence, ker za vsako rešitvijo se odpira tudi en kup nekih novih področjih, ki potem lahko zapolnimo. Zdaj, ko smo avtomobil izumili, ne vem, pa je kup nekih novih delovnih mest nastalo. Tako bo isto z umetno inteligenco. Nastajajo nova delovna mesta, nove neke vloge v podjetju, ki še danes niti ne moramo zamisliti. Sigurno pa bo potrebno spremeniti način razmišljanja in se temu prilagoditi. Daj vas še samo dejstvo dotakniti, vaši sistemi, to, kar vi razvijate, temelji na dejstvi, v bistvu, ne? Po drugi strani govorimo o opuščanju preverjanja dejstev, ta fact-checking zdaj postaja nek nebodiga treba tam za marsikoga, pač žal. Kako vi gledate na to, ne vem, v sektorju, v katerem ste prisotni? Ta del pa je ta nevarnost, ki zdaj je v svetu vedno bolj razširjena, se pravi nekritični pogled na vse, kar preberemo, vse, kar vidimo, vse, kar slišimo, je izjemno nevaren del. Ljudi se da voditi z nekimi marketinškimi pristopi, lahko marsikoga v kaj prepriča, kar je izjemno nevarno. In tukaj se mi zdi tudi zelo pomembno ta vzgoja v šolah, že prej v vrtcih. Otroci imajo telefone, otroci imajo dostop do interneta, marsikdo ima tudi neomejen dostop do interneta, govorim o mladostnikih.
In tukaj treba dosti delati na preventivi, jih učiti, da ni zdaj vse res, kaj se prebere. Ni vse res, kaj ne vem, nekdo... Kaj vidijo, ne samo kaj preberejo. Danes je že vse, kar vidijo, tako, lahko recimo čisti fake. Ne? Ja, in dejansko lahko zdaj prebereš vse na internetu, kaj hočeš. Mislim, to, kar želiš, lahko prebereš, kaj hočeš, ne? In potem bo vedno bolj šlo v tisti oski del in širina se naenkrat zmanjša, postaneš nekritičen in to pa je zelo velika nevarnost, se strinjam. Vsi bomo verjetno trdo morali delati na tem, da že sami to prepoznamo in da generacije, ki prihajajo, na to opozarjamo. Da jih na to naučimo, da so kritične. Mogoče proti koncu greva še, kako vidiš podjetništvo podporno okolje pri nas, o mentorstvu sva govorila, ki je seveda nadvse dragoceno, mogoče na tej točki predvsem pogosto se omenja otežen dostop do kapitala. Tu je Slovenija malce za razvitejšimi start-up okolji. Tako, to je, ker ni nekih zalednih sistemov, nekih skladov, ki ni konca toliko denarja kot tujini, ki so res ogromne številke. Ampak še bolj kot to bi mogoče podaril je sama ta delovna zakonodaja. Spet smo v branži IT, kjer lahko posamezniki zelo hitro dela ali za slovensko podjetje ali za ameriško podjetje. In stvari so potem bistveno drugačne. V Sloveniji te stane ali pa investicija v osebo X, enako bo v Ameriki mogoče X, ne, ampak ta oseba bo dobila mogoče v Sloveniji polovico tega, če bo delal za neko tujo podjetje, pa bo dobil bistveno več. Ne. In to je nekaj, kar dejansko nismo v Sloveniji konkurenčni za visoko kakovostne kadre, sploh kadre, ki se lahko zelo hitro obrnejo v neki tuji trg. Verjetno je manj tistih, ko se potem tudi pripravljeno kam seliti, ampak v IT-ju je tak, da ti pač lahko delaš za kogarkoli na svetu. In tukaj menim, da bi se moralo kaj spremeniti, da bodo ti kadri ostali doma, da bodo to znanje in ti talenti, ki so tudi ustvarjali še naprej v Sloveniji, ne samo zgolj kot davkoplačevalci, ampak tudi kot razvoj znotraj nekih podjetij, konec konca tudi na faksih, kjerkoli drugje. To Slovenijo in lokalno okolje nekno podarjaš, verjamem, da je del zaslug ima seveda tudi okolje, z katerega prihajaš, pa tudi vendarle ni ne prvo, ne drugo največje mesto v Sloveniji, tudi ne tretje. In to je dobro, res je, vsi cenimo Ptuj, vsi ga imamo radi, absolutno, v tem času je še posebej zanimiv zaradi, kot vi pravite, temu 5. letnega časa. To je, ko se vibe je čisto drugačen, si predstavljam, delo se ustavi celo, pa je na... Pustni torek je zelo zanimiv na Ptuju, ja. Vsi smo zelo pridni pred pustnim torkom, zato da potem ob 12. Se lahko neko temo namaskiraš, našemiš v to, kaj se pač čutiš, da bi se enostavno greš med ljudi, greš ven, se družiš, praktično celo mesto spontano potem postane ne bom rekel karneval, ker to je v nedeljo prej, ampak neko tako res zelo prijetno druženje, veselje. In to je en lep čas na Ptuju. Mislim, ogromno tega časa imamo na Ptuju, tako da vabljeni, ampak pust še ena posebna taka stvar. Ja. To je dan, ko dan zatem potrebuješ prost dan, kako služi. Odvisno od kondicije. Odvisno od kondicije. Tu sem pravzaprav navezal predvsem zaradi tega, ker ste močno prisotni tam, ker ste obnovili, vaša poslovna stavba je pravzaprav obnovljena, obnovljen nekdanji oficirski paviljon, opuščene vojašnice. S tem se mi zdi, da kot podjetje izkazujete svoj odnos do osnovne kulturne dediščine. Zakaj je pomembno, zakaj mu posvečate pozornost? Ne, zadnji ti izhajaš iz kulturnega okolja, to si že tudi večkrat danes omenil, zato ali še drugi razlogi? Več razlogov je. Eno je, ko smo z Davorinom iskala lokacijo, kjer se pravi, ko smo dovolj zrasli, seveda bila misel, kam pa se bomo selili, kako bi naredili neko res neko okolje, tudi fizično, za naše zaposlene optimalno.
In priložnost za to stavbo je že bila pred leti, potem se ni išlo po najinih željah, potem se nekaj let kasneje stavba ponovno pojavila na trgu. Mi da smo takrat že res intenzivno iskala različne lokacije, različne rešitve. Bila je tudi seveda misel o tem, ali se seliti izven Ptuja. Čeprav smo to potem hitro dala na stran. In ja, ta stavba je potem bila na trgu. To je nekaj čez 130 let, 120 let stara stavba, kjer je bila od nekdaj vojašnica, oficirska stavba, bolnica in še kaj je bilo v tej stavbi. Predtem je bila 20 let popolnoma zapuščena, voda je tekla skozi streho, stropove, spomeniško zaščitena. Cel Ptuj je spomeniško zaščiten, se pravi, ko se lotiš ene take stvari, je pač treba imeti v mislih, da lahko priješ tudi do kakšnih konkretnih ovir. Mi smo prišli, ampak tukaj moram poudariti, da smo zelo dobro sodelovali z Zavodom za spomeniško varstvo. Do dosti rešitev smo skupaj prišli, mogoče ne takoj prvi dan, pa drugi dan, ampak kasneje pa vidiš, razumeš in oni so nas razumeli in smo prišli potem do nekega rezultata. Se pravi, obnovili smo eno stavbo, ki bi sicer najverjetneje propadala še naprej. In stavba je nazven ostala popolnoma enaka, kot je bila nekoč. Znotraj pa smo potem v celoti pregledali temu, pač kako nam najboljše koristi. Se pravi, stavbe so ostale samo zunanje stene, vse ostalo pa sem potem naredili na novo in verjamem, da bo ta stavba naslednjih 100 let služila temu ali pa kateremu drugemu namenu. Oficiri niso imeli tobogana in niso znali verjetno tako uživati. Niso imeli tobogana, pa še česa, kar imamo mi noter, res je. Tukaj je spet treba poudariti, da smo ogromno nekih idej dobili, ogromno Davorin je tudi živel v Bostonu, tudi v San Franciscu, v najboljših podjetniških inkubatorjih. Iskali smo rešitve, vedeli smo, kaj želimo za ekipo, vedela smo, kako se ljudje gibajo, kje so plusi, kje so minusi prejšnjih prostorov in vse to smo potem poskušali stavbo nekako ujeti. In mislim, da je nastala ena taka lepa zgodba, eno lepo okolje za podjetništvo ali pa za kaj drugo tudi. Super. Zadnje vprašanje, ki je enako za vse naše goste, kaj je bila najbolj boleča, hkrati tudi najbolj dragocena izkušnja na tvoji podjetniški poti? Tu bi mogoče dve izpostavil. Eno je v času, ko Intera komaj začela se postavljati na noge, je bilo jemanje osebnega kredita, kar pomeni, če gredo stvari narobe, se stvari lahko fej zakomplicirajo v življenju. Tukaj treba tudi poudariti, da so tu tudi starši Davorinu precej pomagali in se stvari lahko zelo zakomplicirajo, vkolikor bi zgodba šla v drugo smer. Ta del in potem tudi kdaj kakšna situacija, ki je bila nekoč nekje, 15. v mesecu je drugačen, ko si na tisti strani plačnika. In mislim, da se vsi podjetniki imamo to obdobje precej visoko na neki prioritetni listi. In to je recimo en tisti del, ki je vsaj v mojih očeh, da bi se kdaj zgodilo, da mogoče ne bi mogli zaposleni biti nagrajeni za svoje delo, ker bi mogoče kaj je zafrkno. Teda mogoče take situacije so nekaj, kjer bi se rad izognil na prihodnjem življenju. Vse ostalo pa, bom rekel, ni tako boleče, kot so bolj boleče stvari v življenju. Ja, verjamem, od posla. Tako. Peter Ladič, hvala za tvoje gostovanje v mojem uspehu. To je bila še ena epizoda Večerovega podcasta o podjetništvu.
Še vedno vabljeni, da nas spremljate, komentirate in seveda lahko tudi predlagate, koga bi želeli videti v eni od naslednjih epizod mojega uspeha. Do takrat, do naslednjič pa se beremo in se spremljamo na vseh platformah. Lep pozdrav. Lep pozdrav.